Veseljakov VIP petek. Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas. Dober dan. Dober dan, ja, danes imamo veliko čas, da lahko v VIP petku pozdravljamo glasbenika, katerega ime odmeva in je izjemno priznano v svetu glasbe in umetnosti. V našo družbo prihaja vokalist, ki je zasedbo New Swing kvartet osvojil srca ne samo Slovenk in Slovencev, pač pa tudi tujih oboževalcev gospel glasbe. Bil pa je tudi prva dirigentska palica in ustvarjalec številnih glasbeno-pevskih izdelkov, ki smo jih slišali v izvedbi Perpetuum Jazzile. In tu se še sploh ne konča. Njegovo veliko delo se je začelo že pri samem sodelovanju priprave glasbe za film, ki je zaznamoval naša otroštva in združil generacije. Govorim o filmu Poletje v školjki. Današnji VIP gost je Tomaž Kozlevčar. Jaz se resnično veselim današnjega vašega gostovanja in pravzaprav takoj na začetku me zanima, kako se je pri vas vse skupaj začelo, ali vam je bila glasba položena v zibelko? Jaz na kratko povem, da sploh ne vem, kako se je začelo. Torej je bila verjetno položena v zibelko. Ne vem, kdaj sem se začel zavedati svoje nagnjenosti, potrebe po glasbi in tako naprej. Pravijo, da sem takrat, ko se je doma z zunega radia, ta starega na eni kredenci vrtela narodno zabavna muzika ali pa Radio Trst sporočila. Da sem baje ob vsaki priložnosti pručko podstavil, pa sem nekaj tako mahal. Še 20 let nismo vedeli, da bi to lahko bil dirigent, kar sem pozneje bil. In to na klasično muziko, kadar je bila priložnost. A res? In potem vas je nekako pot od te želje, od tega notranjega instinkta peljala skozi srednjo šolo, tako da ste malce viharili iz ene gimnazije potem na glasbeno. Jaz sem visel na okno nad Gosposko in gledal eno nadstropje nižje čez cesto, tam se je dirigiral zboru, profesor Janez Bole na Akademiji za glasbi, kasnejši moj profesor, že na srednji in tako. Ampak te apetiti niso obrodili. Sem mogel pri 10 letih, ko šele septembra, nagovor starše, da smo šli čez cesto, tam na Vegovo. Jaz bi se pa prijavil. Ja, kaj pa? Pa sem hotel harmoniko. Po tistem, ko so me sprobali, so rekli, ne, ti si pa šibek, hrbtenica, pa to harmonika je težka, bi kaj drugega. Ja, bi klavir. Ja, res, kjero profesor, jaz bi pa Blavajsov. A res, to sem pa jaz. No, toliko smo mi vedeli v muziki. Kako pa je bilo potem, ko ste se začeli učiti klavirja? Bajda je hitro se nekje zalomilo malo. Zalomilo se je najprej v prvih mesecih, ki je šlo dobro, pa me je le profesorica Blavajsova povprašala, kako pa ti vadiš doma? Ja, tako na klaviaturi, ne? A res, kakšni klaviaturi pa? Ja, takole je, toliko je dolga, papirnata. Kako? No, ja, tako sem v knjigarni kupil papirnato, tako pol metra. Na listu? Ja, v resnici po tistem, ker nismo klavirje doma, so mi omogočili, da sem hodil v sosednjo skoraj glasbeno šolo vsak dan vaditi. Ja. No, pozneje smo si pa eno ogromno dunajsko mehaniko, dvometrsko preselili na mansardno stanovanje na Novem trgu, kjer sem bil doma. Ko me je šel not, malo zidu smo tako podrli, ne, in tako. Na tem sem pa pozneje vadil. Ampak potem pa je ta klavir bil tudi eno takšno jabolko z potike, ne? Malce je bila izrečena beseda, grem vaditi klavir, pa je gospod Tomaž Kozlevčar tudi kam drugam pobegnil na kakšno vajo. Sem šel vaditi orgle, ja, ta prve orgle sem imel in to je bil en s tistimi jajčnimi embalažami obložena klet, blizu gostilne Podlipsa, ki je tudi ni več, ne. In ja, tam je moj prvi bend vadil, ampak jaz sem bil še tako rosni mladenič, tako da sem bil garanta mojega starejšega brata, ki je nekako malo enega vlogo, ne vem, skoraj rezervnega očeta ali pa menedžerja pri bendu igral, da sem jaz lahko tja hodil. In takrat dopoldne ali pa popoldne zgodaj, ko sem jaz klavirsko uro, seveda ni imel ta bend še vaje, ne. Jaz sem takrat sam malo vadil, kakšne 2 uri prednje, pa je še bend prišel. In potem ste tudi uspeli že tako mlad zaigrati kakšno na vajah s bendom? Jaz sem imel zelo posluh in sem zelo mlad, mejhen, skoraj kar se mi zažvižgal, sem skoraj vse zaigral, to je vse očaralo v starejše in tako so me povabili v ta prvi bend in tako, ne. Ja, podobno se mi je zgodilo nekaj desetletij pozneje v jugovojski,
prišel sem v Sombor, vse nacije bivše države so bile seveda v teh bendih pomešane. Ja. Naš šef, kapetan, je rekel, malo tega, malo unga, malo kola, malo valčke, polke, vsega bomo malo igrali. In krkmaj sem bil tam noter, da sem jih pri kolih, pa pri makedonskem oru, skoraj da jaz učil, malo pazi, tam je druga harmonija, ne, prehitil si v tem ritmu in tako naprej. Pa smo pa klarinet, ki je že igral pri Esmi Redžepovi, zamenjali za alt sax, pa smo igrali še jazzovske standarde. Tako se je to delalo, ves čas smo mešali vse, kar sem daj slišal, pa kar sem daj. Mi se kmalu dotaknemo vaših začetkov v prvih bendih, v katerih ste igrali. Najprej si pa privoščimo eno, o kateri boste potem mogoče povedali kakšno besedo, komu je bila dejansko posvečena ali pa se je samo tako slišalo. Ljubezen iz šolskih dni. Današnji VIP gost je Tomaž Kozlevčar. Ja, s Tomažem Kozlevčarjem se družimo danes in izvedeli bomo, upam, da še marsikatero zanimivost, kaj morda, kar še nismo. Me pa vseeno zanima, je bil vstop v bolj zaresne oziroma profesionalne vode za vas kar prelom? Zanimivo, ne? To je bil čist entuziazem. Čeprav sem nevede, nehote, neplanirano kmalu prevzel neke vloge profesionalcev, če tako rečem. Predvsem sem šel že pri prelomu v smer glasbenega producenta. Torej, pač, če si večino te glasbe pripravil, zapel, torej tudi aranžma, čeprav se je delal kolektivno skupaj, vsak inštrument, pa smo malo vodili, pa so delovali. Ampak ja, poznal vsak od dlako, tako rekoč v muziki, hitro si še pri snemanju začel to voditi in potem te je še zanimalo, kako se bo zmiksalo in tako naprej. Ampak ne, moj prvi producent je bil Vilko Ovsenik za tole Ljubezen iz šolskih dni v studiu Helidon. Ja, od njega smo se prvih korakov pravzaprav vsi učili. Pozneje pa šlo predvsej v to smer. Ampak danes pa bomo. Ko se je zgodil prelom, ste vi bili še vseeno pod polnoletnostjo, ne? Mislim, da, ja, jaz sem bil vse posod. Takrat je bila to velika razlika, tako 3 do 5 let mlajši, ponekod tudi 9, pa tako. Ja. Jaz sem si zjutraj drznil in poklical gospoda Miro Markiča in njega povprašal, zakaj so vas sprejeli, glede na to, da ste bili pa takrat stari 16 let. 16 sem imel. Veste, te leta pravzaprav ne štejo, mi smo tudi sami bili takrat dokaj mladi. Samo nekaj let razlike je bilo, predvsem je pa on bil takrat že odličen klaviaturist. Včasih, ko niti klavir ni bil toliko uporabljen v praksi na živih igranjih. Igranje sintesazerjev pa orgel je pa bilo dosti bolj privlačno in tudi na momente težje. Hodil je na srednjo glasbeno in je bil bistveno bolj glasbeno izobražen kot ostali člani, ki smo imeli samo nižjo glasbeno šolo. Izredno okus za takratno sodobno glasbo in na leta se niti ni gledalo toliko. Kako pa se je obnesel? Ja, bili smo izredno zadovoljni z njim. Ne nazadnje je napisal 2 največji uspešnici te skupine, ki smo jo tudi posneli na plošči. On je avtor in aranžmaja in glasbe, pri eni pesmi tudi teksta. Drugi 2 pa ti, Miro. Ni bilo seveda nobenih pripomb, ravno obratno. Tako sta si delila vi in Miro, z Miro tam sva, na vsako singlico eno na A stran in drugo na B stran te vinilke, ki je imela samo 2 pesmi. Včasih smo tudi zgrešili, kaj bi dali na A, pa kaj na B. Mislim, da je pravzaprav tudi Ljubezen iz šolskih dni bila na B strani tiste singlice, pa se je očitno bolj prijela Mirova, vrnitev pa na prvi. Miro, toliko si me hvalil, pa spozabil povedati, da si jih ravno toliko, torej pol, pa ti napisal po prelomu. Zagotovo so te zgodbe prinesle kakšne luštne, zanimive anekdote. Recimo, če navrževa eno z big bandom, kako je bilo s tistimi klavirji? So vas malce hecali tu in tam, ne? Sva izvedela, da kdaj tudi kakšnega klavirja, kje ni bilo? Ne vem točno, kam ciljate. Na to, ker sem jaz hodil v big band igrat kot študent? Tako. Moj pokojni, kaj bi rekel, zgled, predvsem veliki džezovski pianist Silvo Štingl, je človek, ki sem ga jaz, Miško, na začetku akademije ali še služi na srednji, zamenjeval tu in tam.
To so bili zelo preveliki čevlji zame. Nisem se nikoli pravzaprav pravega jazz pianista počutil, ali pa je bilo toliko boljših okrog mene. Jaz sem sicer tako vsestranski za vse sorte. In ja, sem hodil tja in takrat se je to delalo na grozno zahteven način, na roke prepisane note, ki si jih zjutraj dobil na pult in čez uro pa pol, medtem so šli ostali piti v najbližji kafič, je bilo to posneto. Torej, ni bilo časa, še ti malo pripravo, pa prespal, pa po jutrišnjem posnel, pa da ti prej PDF domov pošljajo, pa tako, kot je to danes, ne? In je bilo kar zalogaj. In seveda, zraven pa še to, ko sem začel špricati predavanja na akademiji, naročil taksi, tovoril težke inštrumente in učevalce in na radiju isto varil ven, sem že fejst utrujen prišel na tale veliki izziv. Ne? In potem je Silva enkrat rekel, da je kar pust, mojega vzem, vse je tukaj skozi, pa tako, ne boš to vozil vsakokrat. In ko sem ga enkrat, že, recimo ne prvič, drugič prišel, postaviti klavir, ampak ko se je snemanje začelo, ne dela. Manjkala je varovalka. Tista notranja, vgrajena. A res? In potem ste rešili? Ne vem, ko se je rešilo, snemanje je bilo odloženo, jaz sem pa verjetno šel s taksijem po svoj klavir domov. Ja. Silvo me je malo nahecal po mojem, ampak. To so ena prav posebna poglavja v življenju. Zagotovo ima ne samo v vašem, ampak tudi v našem življenju prav posebno poglavje Poletje v školjki. Seveda. Velik entuziazem. Pravzaprav so vsi ti dosežki, ki ste jih tam nanizali, jaz sem čisto supel, ker gledam, kaj ste se našli in moram še videti, kdo je ta paparaci, ki se tole izdajal. Tudi Poletje v školjki je nastalo iz čistega entuziazma. Mi smo se s takratnimi aktivnimi glasbeniki v tej mali Sloveniji seveda vsi družili, si poznali, kot že rečeno, sem bil jaz nekako vedno najmlajši. In ja, tudi Jani Golob je poznal naju z Evo, mojo ženo, in je kar predlagal Tomaša, bi ti tole producentsko vodu, pa sem si dovolil še malo aranžersko sodelovati. Poznaj pa postala kar soavtorje, sem takrat na Trende zelo poznal, eni so to zelo očitno primerjali z Flashdanceom, vse te skladbe predvsem pa Prisluhni školjki naslovno. In ja, seveda smo tudi zvočnost in kaj vem, milijon zborov zraven in tisto polizacijo in utrip, ki smo pri ameriški muziki poznali, prenesli tudi to slovensko vižo, ki je bila tako bolj v četrtinkah in osminkah napisana, pravi Jani Golob. Pa rekel, to mora pa pevc narediti, pa je naredil. Mislim, skratka, Obana je tako rekoč rekrutiral mene in Evo, še tudi za nekih 6-7 duetov. Posneli smo celo za 3. film Poletje v školjki, že glasbo, pa se film ni nikoli zgodil, žal. Zdaj si bomo privoščili to, ki jo poznamo vsi, iz tistih tudi naših otroških dni. Prisluhni školjki. Veseljakov VIP petek. Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas. Je danes z vami dva v vaši VIP družbi, seveda imava fantastično, izjemno glasbeno persono ob sebi, gospoda Tomaža Kozlevčarja, ki pa je, gospod Tomaž, vaše zgodbe so tako velike, težko jih je samo malce izluščiti, ampak ena od takšnih, ki je Slovenkam in Slovencem prišla zelo blizu, je zagotovo tudi New Swing kvartet. Seveda. To je bilo doma, predvsem pa mislim, da se Slovenci premalo zavedamo ali pa premalo vemo, kako je bila ta zgodba odmevna tudi v Ameriki in druge. Tam nekje so se meni sinova rojevala, sem vandral po svetu. Eno sezono smo strašno naporno, ker sem bil najprej v Sovjetski zvezi z New Swingom, tik zatem sem šel z Black and Whiteom v Švico, to sta bila zelo dva nasprotna svetova, in 93. Pa kar dolgo turnejo po Združenih državah. In to se smešno sliši, ampak pretežno po cerkvah. In večina teh je bila na celi vzhodni obali, od Wisconsina na severu pa dol do juga Floride, je bila več kot pol temnopoltih črnskih cerkva. Vemo iz filmov danes, če ne od druge, kakšna glasba je tam doma in kakšne skupnosti so v teh cerkvah. In neverjetno, mi smo tja najbolj pasali. Vem pa tudi, da ste takrat obiskovali jutranje programe na ameriških televizijah in da ste praktično po nekaterih mestih čez noč postali slavni.
Drži. Slovenca skoraj nismo srečali nikoli, nikjer. Eno jutro smo hoteli neke travelers checks unovčiti v banki in ne, to pa ni mogoče. Potem pa, I know you. Včeraj bil po televiziji. Tista oddaja je imela nepopisen rating 63 milijonov. To danes si vni talenti ameriški nimajo. Ampak to je nepredstavljivo. Ja, to je nepredstavljivo. Takrat sploh nismo vedeli, danes, kad te številke malo spremljamo, se pa sam še čudimo, je to možno, ker se kdo zlagal, ne, da je toliko visoka cifra, ampak res ne se vsak poznal. In potem se je skazala, ta gospa, ki je vseeno novšel tisti ček, ne, je imela slovenske korenine, ampak smo se vseeno v ameriški angleščini znomenili. Ne. Ampak je pa zasedba New Swing kvartet tu in tam imela tudi kakšen domač uskok. Kaj imamo v mislih, da sta tu in tam z vami pri New Swingih celo zapela Samo pa Nino? Domač skok, ja, tako družinski, kot zvečer je bil. Ja, mi smo razne zagate, ki so jih bolezni povzročale, reševali, kako smo se najbolje znašli. Zdaj, Kozlevčarjevi otroci so tako in tako od malega sodelovali z nama z Evo, kjerkoli smo bili, tako je nastal pravzaprav Pinokio in že v prvi sezoni je starejši sin Nino že kar pel kot solist. Skupina je pa nastala zaradi serije vsako nedeljo, nedeljskih 60 na TV Slovenija. Ne? Ja, in tam je že on tekmoval z eno od pesmic. In tako, 2 leti kasneje Samo, še nekaj let kasneje, 10 let kasneje tudi Kim. Vsi so tam zvrstili. In enako je bilo, rasli so ob nas in tudi ob New Swingovi glasbi, ker so seveda toliko vaj videli doma ali pa nekje v studiu ali pa poslušali toliko naših koncertov, da so nekako latentno repertoar poznali. In tukaj smo se odločili, ko je Darek Kering prvikrat resno zbolel, da sta moja sinova uskočila in to nobenega koncerta nismo odpovedali, čeprav se je izkazalo, če 6 dni že prvo, torej 6 dni smo imeli, da smo celovečeren program naštudirali in to je bilo z otrokom, mogoče pa danes težko najdem odraslega profesoralca, ki bi se upal, če 6 dni je dnim odrno. Zdaj si bomo privoščili eno zgodbo XXL Project, kjer je tudi vaš Samo zraven vas in klic dobrote, potem pa še malce poklepetamo tudi po tem predalu. Kako pa je Tomaž kot oče? Kakšen je in kako otroci kaj gledajo nanj? Današnji VIP gost je Tomaž Kozlevčar. Izjemen današnji gost, pa tudi ne samo izjemen glasbenik, ampak izjemen starš. Še nekaj sva si drznila z Darjo, poklicati vaše otroke, pa jih vprašati, kakšen oče ste. Marija, ste to cel mesec pripravljali, kako je to? Seveda, da ja, ampak še preden slišimo Samota, Ninota in Kim, bi mogoče še vas poprašala, kaj vi mislite, kaj bodo otroci dejali, kakšen oče ste? Marija, ne vem, če bo pošten, jaz se mi zdi, da sem tako slab oče. Zakaj? Mislim, ker je bila muzika zmeraj v spredju, edinka res njih na vsak način, ne da bi silil, to je nas je kar potegnilo, da so takoj sodelovali v muziki. Vsi otroci in ja, jaz sicer, ko sem bil doma, se mi zdi, da sem familiarni človek, ampak toliko je teh tednov, mesecev, ko me ni bilo doma, ne? Pa tudi noči, ko sem kar do naslednjega dneva snemal, pa se je mudilo do večera snemati, ker gremo pol že kar video snemati, no takrat se je žena skoraj odločila, ne? Pa je en od kafeja, kaj je že nastal recimo takrat, ne, na Okomat, ampak ni bilo še mobitelov, pa kaj zelo klicev po noči, pol domov, veš, še nismo, pa tako, ne. Hočem reči, v tem smislu nisem ravno idealno oče, no. Dajmo preveriti, kaj pravijo vaši 3 sončki. Hej, ja ti. Ja, no, takole je, ne. Tvoji glasbeni talenti niso čist nič drugačni od družinskih. Vedno inovativni in visoki cilji, izjemni rezultati, ogromno dela. Dokler nismo konc, ne gremo dan. No, gled, če še ne veš, ti povem, da te zelo cenim in da čeprav smo si v tvoji otroci podedvali velikega talenta in z nekaj tudi tega naredili, belka ne po tvoji zaslugi, kaj si ti naredil do danes v tej glasbeni sceni, doma in po svetu, to je nepopisno. In to verjetno zato, ker v vsako ekipo vedno investiraš vse, kar imaš in iz vsake ekipe narediš družino. Te nepopisno visoki cilji, tako izvenzemeljska vizija in vztrajnost, to je pač za vsako ekipo lahko velik izziv, rečemo, ne?
Ampak rezultat, kam to pripeleš, to je pa... Zdaj le bi ful pasom komad. Taka je ljubezen moja, kakor no, vse tekste pa nikoli nisem znal. Ta komad bi ful pasom. Rad te imam in sem čakam, kva bo tvoj naslednji projekt. Evo, zdaj se ti javljam, pozdravljam v studio in razmišljam o tebi in vsem, kaj smo že skupaj doživeli in moram reči, da bolj, ker sem fotor, bolj vidim in cenim vse, kar si ti naredil do zdaj. In ti, evo, javljam takole prek medijev, da koliko te spoštujem, koliko te cenim, kot osebo, kot umetnika. Mogoče še toliko bolj, kako si uspel biti tak umetnik in eno poslanstvo furati ob familiji. Marsikdo tega ne zmore. Hej, Ati, da te še jaz pozdravim v studiu. Rada bi se ti zahvalila za vse, kar si naredil zame, za vso podporo, za vso ljubezen. V zadnjem času pa predvsem hvala za vse, kar narediš za nas punce iz Selavi Strings. Res si super, Ati, in ful te imam rada. Čau, čau. Ej, kaj ste, cmočki moji, kaj je robčko ven pa jokat Madonca. To so tiste solzice sreče. Mogoče premalokrat se zaveste, koliko ste dejansko res dali. Sej prisotnost je eno, prisotnost vse povsod, tudi če ni to v fizični obliki, je pa nekaj drugega in vi ste dejansko bili s svojimi otroki prisotni konstantno. Ja, sem še prej obsodil, da sem po mojem bil premalo, ampak težko nisem se mogel multiplicirati pa biti hkrati doma, kot sem bil naokrog. Ampak ja, se obsojam. Tudi danes, ko mi vnučki rastejo, ja, pa me žena spomne, da sem bil malo kdaj na kolenih in se igral v čisto majčkeni in tako naprej. Ne. Ampak ja, sem vas vsega posebej hotel kar ustaviti. Nino ta prvega, da so nam tle pred kamerami zjokov, no. Sama na svoj način, vsak ste svoj karakter pokazali, hvala vam, jaz tudi vas cenim, pa vas imam rad. Kimi, ti sme pa itak, sem se pa razgalil, pa sem kar solzice potočil. Ja, Selavi pa zelo rad delam, pa za vsakom od vas sem, pa moram reči, da sem mol, še vedno imam slabo vest, da bi lahko naredil več. Predvsem, ni mogoče največ kot solist, naredil že kot otrok, ali pa mi z njim, kako naj rečem, največ priložnosti smo mu uspeli dati. Pa smo vsi mnenja, vsi trije otroci in starša, da je mogoče samo si najbolj izrazit solist, torej imaš tisto neko karizmo in tako naprej za solista. In ja, teh priložnosti, ali pa se čas malo spremenil, ti kar nismo mogli ta pravih omogočiti, kot bi si jih zaslužil. Nekih je bilo in še zdaj jih iščemo in ja, se boš zdaj odločil samo, prideš z mano na tisto prireditev v nedeljo 1. decembra, tam ne gremo v Benedikt, kaj že imajo, moč glasbe nas združuje, povezuje. Jaz rabam tam enega, ekipa je bolna, odsotna, se sorte od Black and White, ki je školjko posnel, a prideš samo, boš z mano refrene pel, kje si? Zdaj ena družina, ne, ki je tudi bila del vas, pa se bi še nakratko dotaknili, preden nam čas od koraka vse, so pa perpetuum jazzile. To je bila pa spet ena družina, kjer pa ste bili tudi malce z Ninotom skupaj, ne? Veliko. Z Ninotom sem bil tle pravzaprav ves čas, zaradi tega, ker ko sem prevzel in ko smo postavili tudi ime temu perpetuum jazzile, predtem je bil to študentski zbor Gaudeamus in so peli od Marka Tirana lepe priredbe bossa nove. Ko smo prve, bi rekel, odzive javne dosegli, je pravzaprav že prišel Nino. In potem smo začeli delati v tem velikem slogu, ki ga danes poznamo. To je bil en sam entuzijazem. Ko je ratalo to, smo hoteli več. Ko je ratalo več, smo hoteli izjemno. Ko je ratalo izjemno, smo hoteli nemogoče dosegljivo. In se je izkazalo tudi pozneje, jaz sem hodil še malo po svetu, na Novo Zelandijo za sinovama, pa sem tam zbori delal. Ja, te stvari so skoraj neizvedljive, ali pa saj nobeden ne bi 6 mesecev prej delal, da bomo lahko to naredili, kar smo s perpetuum jazzile naredili. No, Nino je bil tam ves čas z mano in eden od tistih, mogoče skoraj najpomembnejših stebrov, brez katerega to ne bi šlo. Bila je pa tam tudi Sandra? Draga moja Sandra Feketija. Ja, tvoja tudi, moja tudi. Tudi njo smo poklicali, takole se spominja.
Moji spomini na Tomaža segajo pa zdaj že res v davno leto 2004, ko sem se pridružila Perpetuum Jazzile in velik jeziček na tehnici je bilo dejstvo, da skupino vodi prav Tomaž. Je mojster harmonij, odličen aranžer in vem, da sem si klavir od nekdaj želela igrati tako kot on. Hvaležna sem za vse velike odre, za vso znanje, ki sem ga dobila, za sodelovanje z velikimi glasbenimi imeni, kot je Miljenko Prohaska, s katerim sem recimo stala na odru in nam je celo dirigiral na prvem koncertu, mojem prvem koncertu s Perpetuumom v dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu. In to so vse stvari, ki jih nikakor ne jemljem za samoumevne. Tomaž, veš, da ti želim vse dobro in še na mnogo glasbenih uspehov. Sandrica, upam, da ste že naštudirali tisto zadnjo, ki sem vam jo za ta božič pisal. Enak entuzijast sem bil kot pred 15 leti, pa pred 25. Hej, Sandrica, krasna si. In krasni ste tudi vi. Ne morem verjeti, da se počasi zaokrožujete naše srečanje. Res je, za konec pa mogoče še z eno anekdoto, ki ste vmes že malo zaupali, pa nakazali, da je bila res, da se je Perpetuum Jazzile pravzaprav upiral enemu velikemu glasbeniku. Slavko Avseniku. Pravzaprav s spoštovanjem gledam na ta odpor, ki sem ga doživljal, da korpus 50 pevcev raje ne bi naredil mojega remake-a a capella od slovenskih polk, torej šlo je za Golico in še za malo avtoceste. Težko rečem, zakaj, ampak danes sem jih opozarjal, ko sem bil na zadnji njihove obletnice v Cankarjevem domu, da sem svoj priimek Jazzile malce pozabili. V tem smislu, če se zavedajo jazza in jazzila, razumem, če bi bil to sicer morda malo kratkoviden odpor do slovenske glasbe, ker če bi bili zdaj Brazilci, pa bi našo sambo bosanovo peli po vsem svetu, bi bili verjetno na to ponosni. Bodimo ponosni tudi, če poljke pa valčke, Avsenikove in še druge pojejo po vsem svetu. In mi bomo v tem ponosnem koncu našega druženja tudi zaokrožili, kar se glasbe tiče. Gospod Tomaž, hvala lepa, da ste prišli v našo družbo. Pridem še nadaljevanko posnetka z vama, je tako lušen bil klepetati. Me veseli, mislim, da naj oba veseli, predvsem pa to, da ste nas počastili z vašo prisotnostjo tukaj in izvedeli smo marsikaj, kar nas je še malo razvedrilo in izvedeli smo še dosti lepih stvari v vas. Tako da hvala in upam, da vabljeni kmalu. Hvala lepa. Zdaj pa, kot rečeno, ob slovesu še Avsenik Medley in Perpetuum Jazzile. Tokratni VIP gost je bil Tomaž Kozlevčar.